Z veseljem vam lahko povem, da smo imeli zelo vsebinsko sejo in prvi del smo posvetili pripravam na naš kongres, ki bo v soboto v Krškem. Kongres bo imel kadrovski in vsebinski del. Kadrovski del je volitev vseh novih organov. Ključna odločitev se bo zgodila na mesto predsednika stranke. Tudi vse ostale funkcije so pomembne. Danes smo šli skozi vse resolucije, ki smo jih pripravili. Naslednja resolucija je, kakšno slovensko ljudsko stranko si želimo. V njej bomo šli skozi vrednostna, politična, programska, predvsem pa organizacijske izzive, pri katerimi stoji slovenska ljudska stranka, ki si mora znova pridobiti kredibilnost in večje zaupanje v slovenskem političnem prostoru. Bodoči predsednik, kandidat za predsednika, magister Žerjav, po svojem nastopnem govoru je bi rekel vsebinsko in tudi globinsko povzel nekatere ključne usmeritve slovenske ljudske stranke v prihodnje. Pri tem se bo tudi odzval na aktualne zadeve. Kar se tiče pobude, ki bo dana na kongresu prejšnjo soboto v Ljubljani, strani predsednika SDS, da se ponovno premisli nekatere ustavne temelje slovenske državnosti, je naše mnenje naslednje, da je ključno vprašanje, ali je ustavna podlaga, na kateri sloni slovenska državnost in vsi njeni podsistemi gospodarstva, kulture, šolstva, medijev, politike, parlamenta, vlade, regionalizacije, taka, da potrebuje radikalne spremembe, ali pa je treba iti po drugi poti in zahtevati dosledno, osebno in javno družbeno odgovornost vseh nosilcev, ki pač te podsisteme vodijo. Po našem trdnem prepričanju je pač prioritetna ta druga pot. Torej, vsi sistemi imajo trdne ustavne podlage in delujejo, če vsak pri tem sloni na svoji osebni in tudi javni družbeni odgovornosti. To pa ne pomeni, da ta razprava ni legitimna. Kadar pride predlog strani kongresa, je to eminentna politična pobuda, ki pade v vsak politični prostor in zato po našem mnenju ni potrebno, da se diskreditira predlagatelja, da se histerizira javno mnenje na to temo, ampak da se gre v vsebinsko razpravo. Več kot 2/3 teh predlogov je bilo v strokovni, politični in siceršnji javnosti že danih. Nekaj je novih, nekateri nimajo klasične ustavne podlage in bi se lahko zgodili tudi za spremembo veljavnih zakonskih okvirjev. Če samo omenim zelo pomembno razpravo o tem, da bi bilo v Sloveniji tudi obvezno osebničenstvo. Zelo dobra ideja. Ali pa, da se v ustavo zapiše večja odgovornost glede varstva okolja. Tudi nekatere druge moderne države tudi ustavne tekste ali pa zakonske mednarodne tekste nadgrajujejo s to vsebino. Torej, to je tema, ki je vezana na ustavne spremembe. Kar se pa tiče reakcije slovenske politike na Renov predlog, pa najprej v Slovenski ljudski stranki jasno povemo in nasprotujemo izjavam, da se je z posebnimi dopolnitvami in stališči, ki so bila sprejeta na včerajšnjem srečanju predsednikov parlamentarnih strank, predsednika državnega zbora in predsednika države, slovenska politika poenotila. To ni res. Slovenska ljudska stranka ni podprla te poti. Po našem mnenju gre za napačno sporočilo. Renov predlog plus dopolnila, ki smo jih poslali v Bruselj, so po našem prepričanju napačno odločitev. Slovenija bi morala samozavestno, popolnoma mirne vesti, Renov predlog zavrniti. Kajti njegove rešitve ne zagotavljajo, da bi Slovenija ohranila stik z mednarodnim morjem in da bi Slovenija ohranila celovit Piranski zaliv in da bi zaselki na levem bregu Dragonije ostali slovenski, isto velja za območja ob reki Muri. Zato je Slovenska ljudska stranka tako rešitev na včerajšnjem srečanju, torej ga ni podprla. Sedaj pa razpravljamo o vsebini kampanje za evropske volitve. Naše geslo je Evropa se začne v Sloveniji, medtem ko pa je geslo našega kongresa v Krškem pripravljeni na novo zaupanje.